vloga staršev, vloga starih staršev, dedkov, babic, vloga tet, stricev, se pravi bratov od mame, od očeta. Jaz mislim, da v situaciji, kakršna prihaja, da bo družina nazaj postala zelo pomembna. Ker je tako težko sam vzgajati otroka. In dosti tudi razmišljam, kaj je s tistimi, ki so dejansko ostali sami. In ko sprašujem, kako se je zgodilo, mislim, da je manjkala, ne gre samo za tako življenjsko smolo, bi rekel človek, da se ni, ne vem, ta mama recimo povezala z nekim moškim, ki bi bil idealen partner za vzgojo njenega otroka. Ampak kako je prišel trenutek, ali vztrajati, ali nekaj narediti iz tistega partnerstva, ali ostati sam, ni vedela kako. Morda je tudi imela željo, ampak kakorkoli je poskusila, ni šlo v pravo smer. In nazadnje, pač, ko se najprej se s partnerjem skrega, potem se skrega ne svojo eno taščo, torej z babico, z eno od babic. In od tam naprej se lahko po tem vzorcu zelo hitro spre še s kom iz svoje domače družine. In stavek, ki ga pogosto slišim, je, da mama reče, sem sama za vse. In nikoli še nobena mi rekla, ker sem se z vsemi skregala. Tega nobena ne reče, ampak dejstvo je, da, se pravi, prvič, nimamo nekega orodja, kako v takem primeru ravnati, in drugič to, kako rečemo, učeno socialno mrežo, nekako jo sami zmanjšamo. Vsi ti ljudi, ki bi nam pomagali, nekako jih odrinemo od sebe in potem smo sami. In jaz verjamem, res verjamem, otrok zna biti strašno naporen. Ena od tem, ki jo predavam, je, ima naslov na veliko, moj otrok mi gre na živce. In pridejo starši, ki so pošteni, veste, ki upajo priznati, da se jim to tudi zgodi. Da ne, da imajo samo otroka neskončno radi, ampak da jim tudi pleza po živcih, da je to nekaj neverjetnega. Pa se potem pogovarjamo, kaj se dogaja, kako se dogaja, kje so vzroki in predvsem, kaj se da narediti, da je tak občutek v staršu čim manjkrat. Če se vrnem nazaj na stare starše, eno konkretno zgodbo, kako se je zgodilo z najboljšimi nameni. Starši so mi pripovedovali sami, dobili smo se na manjšem krogu, ena skupina staršev se je zorganizirala in so rekli, no, kaj ne pa zdaj? Zgodba je bila pa taka, starša sta bila z 2 otrokoma na morju in sta jih predšolska, sta jih naučila plavati. Plavata, krasno, to so bili teden 10 dni dol, utrdila to znanje, je že lepo šlo. Nakar pridejo domov, na Gorenjsko, seveda Gorenci, in prav ta dedek in babica, če bo znala plavati, gremo pa mi lahko v Bohinj. Gremo na jezero, gor ni vroče, voda je lepo čista, pa bomo gor malo zaplavali. In res. Se pripeljejo gor, ko se spravijo kopalke, pridejo do vode, pravi dedek, jep. Ampak, veš, dol na morju sta se vidva učila plavati, dol je slana voda, morska voda, ta bolj gor drži. Ta je pa sladka, nima okusa, ni sladka, ampak reče se sladka voda, samo ta pa ne drži toliko gor. Ta voda je čisto drugačna, boste videli, taka bolj težka je na občutek. No pa mi povejte, sta otroka lahko plavala, sta potonila? Potonila sta, kot kamen. Kaj sta naredila starša? Popokala sta otroke in dopusta je bilo konec. In so šli. Užaljeni, ker sta njun trud in vse tisto veselje, ki sta ga otroka imela s plavanjem, z eno samo kratko izjavo, ampak pa to je bila premišljena izjava. Bil je podatek o tem, da je ta voda je različna, pripraviti sta jih hotela, da ne bo kakšnega presenečenja. Posledica je pa bila, da otroka nista mogla plavati. Ena taka sugestija, strašno močna od dedka in babice, resnična, in sta to sta občutila vse to in preprosto sta se vdala, ne moramo tukaj plavati. Starša Vesna Koris, še takrat, to je bilo par mesecev kasneje, kaj ne zdaj naredimo, ne? Ja, kako ste še kar skregani, pravi, ni tako, ne? Ja, povejte jim, kaj ne jima poveva. Ja, povejte jim, da veste, kaj se je zgodilo. A veste, da se je to zgodilo, da niste imela namena tega narediti? Ja, vemo, seveda vemo, ne?
Ja, ampak, glejte, že ta ton, ko so meni nazaj odgovarjali, da ste to napolna ene jeze, besa, neizdelanih, nepredelanih občutkov in tako. Smo vsi. Ta jeza je ustrajala nekako, tam je na uro pa pol še, veste, to se je še kar kuhalo, še zdaj niste to dol požrli, ali kako. Ja, ne, se sta morala vedeti, ne, nista vedela. Mi zdaj od strani vemo, da se je to normalno zgodilo. In dostikrat se take stvari zgodijo z najboljšimi nameni, ne, vse vemo pregovor, najboljši nameni, kam to pelje, ne. Lahko ostanejo skregani, ne, za vekomaj, ker pač otroka niste mogla zdaj plavati v Bohinjskem jezeru, lahko bi se pa zmenili, no in smo potem tudi, sem predlagal, da se moram kar v naslednjem tednu enkrat odpeljati na bazen, povedati, tle je tudi sladka voda, tle pa še klor zraven, za klor ne pomaga, to samo bolj smrdi, pa peče oči, ne, to jim lepo vejte, zaplavati je pa enaka boste videla, ampak boste lahko plavala, pa tudi v Bohinju boste zdaj lahko plavala, ko veste, da lahko. No in so šli in uredili in tisto plavanje išle mimo. Važno je, da je družina spet cela. Tako pogosto pozabimo, da rabimo za eno celo vas ljudi za enega fanta gor spraviti, ne, za vzgojiti. Težava sodobnih staršev je, da pravzaprav tudi ne pustimo, da bi se kdo drug vtikal v mojega otroka. Pusti pri miru, ne dotikaj se. In včasih, ker nismo sami naredili, če so bili otroci preveč razpuščeni, so sosedje malo glas dvignili, ne, in povedali, kaj je narobe. Danes pa to rajš tiho pa malo komentirajo pri svojih, ne, in zamera na zamero. Ampak, glejte, te stvari imamo mi vse v slovenskih rekih in pregovorih podelane. Zaradi kur in otrok se sosedje skrega, poznate tega, ne. Ni možnosti, da se ne bi, slej ko prej. Ampak to ne pomeni, da morajo ostati skregani. Skoraj vsi slovenski pregovori so v dveh delih. Poznamo poglavno samo prvega. In je škoda, da je to tako, ne? Recimo, če poznate tistega o neumnem kmetu in debelem krompirju, gotovo ga poznate. Neumni kmet ima debel krompir, vejca, pametni ga ima pa zmeraj. Ja? Ne? Res je, onega za dežjem pride sonce, ko posije sonce, pride blato. Ne se prezgodaj nadejati, ne bo še vse tako, kot bi človek pričakoval. Zdaj pa sonce, zdaj pa vse rešeno, posije prvi žarki, ne, ni, treba počakati, dejansko. In, jaz ne vem, kaj so še pobegnile te polovičke, kje so ostale, no, če dovolj brskaš in včasih kakšni starejši ljudje jih poznajo, samo debelo gledaš. Mlad neizkušen, kot sem bil, jih nisem zapisoval, ne, in zdaj kakšna ostane, tako večina pa kar gre. V tistem trenutku, ko otroka nista mogla dokazati, da znata plavati, v tistem Bohinju, jima je bila ukradena tudi sreča. Sreča zato, ker sta želela narediti vtis pred dedkom in babico, kaj sta se naredila, in hkrati bi tudi naredila vtis na svoje starše, sta se izkazala. To je bila prilika za vse, ne? Vsi bi pridobili. In zdaj, v takih situacij ponavadi odnehamo, ker rečemo, evo, zdaj se je pa to zgodilo, zdaj pa vsega konec. Ni res, ni konec. Večina stvari se da popraviti. Tudi te onih fizičnih, no to naši otroci zdaj ne vedo, da se stvari dajo popraviti. Vse se vrže stran in se kupi novo. Ne? Kdo še šiva nogavice, povejte mi. Če se ne splača, ne? No, v Sloveniji se nobena stvar ne splača več. Ja, vprašajte kmete, bodo povedali, ne splača se tega sadi, toga sadi, tretjega sadi. Les iz Avstrije uvažamo, ne skozi gozd pripeljemo to, ker se pri nas ne splača. Ne? In tudi z otrokom, torej, nekako ravnamo z vsem podobno in tudi z otroki. Ne? In se res občutek pri starših se ne splača.
In kaj ostane tisto, kar je modno. Modno je otroka peljati in ga vključiti čim bolj zgodaj, čim več aktivnosti, ki so vodene. Zadnjič me je ena mama vprašala, ni daleč od tu, pravi, poslušajte, naša ta mlada je rekla, da otroka ne bo vozila v glasbeno šolo. Zdaj v predšolskem obdobju. Povejte mi, ali ima prav. Sem rekel, prav. Ni mogla verjeti. Babica je bila prepričana, da otrok mora hoditi zdaj, ker vsi hodijo, ona sliši od drugih babica, veste, vsi hodijo, tja hodi sem, hodi tretje. Veste, kaj se potem zgodi? Ko 5-letno deklico domov pripeljete z neke dejavnosti, se usede za mizo in reče, mami, kaj bomo pa zdaj delali? Ničesar sami. Ne znajo se več igrati. Igre, ki jih uporabljajo, so tako uboge. Mečkeno še igre vlog, potem se pa že vse neha. Kdaj se gre do trgovino? Kdaj se spomnite, smo se šli šolo, ja, zdravnike, se spomnite, ne? Teh stvari ni več, tudi Bog ne daj, da bi se otroci šli zdravnike, ne? Pa gre za čisto normalno, zdravo radovednost in normalen način, kako se ta radovednost poteši. Tisti, ki imajo brate, sestre, doma jim je že vse jasno, že to in zanima jih pa samo toliko. Otroka zanima samo toliko, ne toliko, ko nas skrbi, da ga bo zanimalo. In recimo, tipičen pogovor, ne vem, smo to obdelali, pogovori o spolnosti z otroki, nismo. Večina staršev se boji se, da bi otroka pokvarila. Tudi delek, babica se bojita. Otrok pride in začne nekaj o spolnosti spraševati, ali nakazovati, ali pripovedovati in zdaj pa jaz ne vem, kje se to neha in včasih tudi ne vem, kaj je prav, kaj se spodobi, kaj je danes še normalno. In se spomnim nazaj. Jaz, ko sem bil otrok, točno vem, da dekleta niso smele biti v hlevu, ko je krava telila. Na Gorenjskem to ni bilo za mlade punce. Konc fantje so bili lahko zraven, ker so pomagali, punce niso smele biti. Naši otroci, najni, so pa bili. Imeli enega kmeta, kamor smo hodili po mleko, pa imel krave, ki so že takrat daleč nazaj, 20 let nazaj. Krave je izbiral tudi potem, ne, po prvi telitvi je obdržal kravo, samo če je vse sama uredila. Hotel imeti take krave, ki ne rabijo pomoči. In je poklical pač dve gajbici, pa en ploh, pa eno deko čez, pa smo se usedli in videli, kako je ta teliček prišel na dan in ta male pa sta gledala in tako so solze tekle od sreče. Ko ste videli, kako ta krava, kako lepo umije mladička, pa polko začel uvime butati, pa zakaj se reče telečje noge, a ne, kakšen je nestabilen in vse. To so res taki dogodki še danes, meni grejo kar solze noči, ko se spomnim, kako je to bilo. Res tako s čustvi nabito, a ne. In ta čudež rojstva, nastanka novega življenja, ali pa dobro nastalo je že prej, ampak takrat ga prvič dejansko vidiš. Z malo stvarmi se da primerjati. In zdaj imam tam otroka, ki ne vem, a mu bom s svojo pripovedjo to pokvaril, tako kot tu na zgodba prej o Bohinjskem jezeru. Ne? Navodilo je čisto preprosto. Ne morete narediti nobene škode, če otroku odgovorite točno tisto, kar vpraša. Ne jih poučevati o spolnosti. Dve skrajnosti sta. Prvič, ne moreš pustiti, da se otrok, da gre za neko samoizobraževanje na tem področju, a ne, da bo čakam, da brska pa najde nekaj na internetu, ali pa da mu sošolci potem, ali pa sovrstniki stvari povedo, ker jih znajo povedati tudi na zelo grd način. Lahko znajo lepe stvari povedati na grd način, a ne? Kako bi izgledalo, če pride mama domov, pa hčera, pa se zaplete ta en klepet, pa je en tak stik nastane. Tisti dan se ravno dobro pogovarjata, punca je stara 15-16 let in pravi smo se v šoli pogovarjali, punce ta druge tudi, pa spolnost, pa te zadeve, pa jaz zdaj ne vem, a je to res tako fajn ali kaj, tako ko govorijo, ne? Kaj je najboljši mamin odgovor? Najboljši mamin odgovor je še boljši, kot pripovedujejo. Samo zato, da je še boljši, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji. In zdaj, takoj, kaj ste se vprašali? No, povejte mi, kaj ste se vprašali. Kateri pogoji ste se vprašali? In isto se sprašuje
to dekle in v tem odgovoru je čar. Poveš, kako je. Še boljš, kot pripovedujejo, ampak pogoji morajo biti izpolnjeni. A ne? Z medicinskega stališča je to vsaj 17 let mora dekle imeti, da ni fizične škode, čustvena in tako naprej, je pa še kaj drugega. Zdaj o morali in etiki je tesno povezana s tem, v kar mi verjamemo, verujemo in tako naprej. A ne? Ne, pa ne zaleže, menda to že veste. A ne? Če starši samo svojim hčeram govorijo ne, od tega nikaj prida koristi. Ker ne pomeni, človeški možgani to zelo slabo sprocesirajo. Večkrat povem tisti primer, če greste v Celje v zdravstveni dom in najbrž imajo svojega dvornega malarja, ne, torej človeka na firmo, ki vedno beli, zato ker so z njimi zadovoljni in se beli to tudi takrat, ko bolj ali pa zdravstveni dom operira. Samo na steni je listek. Pozor, sveže pleskano, ne, pa se malo umakneš, da nisi umazan. Kaj pa naredite, če je na steni listek sveže pleskano, ne dotikaj se? Kaj boste storili? To pomeni ne. Če punci rečete ne, enako ravna kot vi ravnate ob tem listku. Nažalost, človeški možgani tako hecno delujejo. Ne? In seveda, da eno dekle sprejme ne, to ni stvar vzgoje od 14. leta pa pol naprej. Gre za cel sistem od malega naprej, da sprejme ne, da ve, kaj to pomeni, kaj sledi, da ve, kaj se pričakuje, da je to tudi njena vrednota. Če jaz to začnem od začetka, potem imam neke možnosti. Sicer bo ona rekla, ja mama, seveda ne. In spet slovenski pregovor, če punca, če hoče, je tudi mamino krilo dovolj široko, da to zadaj stori. Se ne da preprečiti, ne? Torej, če se vrnemo k vrtčevskim nazaj, otrok pride in vpraša nekaj recimo po spolnih organih in poveste, to je to. Pride in vpraša recimo 4-letni otrok, mami, zakaj ima pa ona teta tako velik trebuh? Pa vi poveste, dojenčka ima noter. Treba biti malo pozoren na otroka. Zdaj obstajata dve možnosti. Prva, da vas vpraša, grda, teta, če je dojenčka požrla. Ja, kako naj pa pride noter? On pozna eno samo pot. Ja, torej, treba je biti pa pozoren, ne? In če vidite, da preveč začudenja, boste počakali, da bo postavilo se prvo naslednje vprašanje. A te lahko ga spodbudim, te kaj zanima, če bo vprašal, kako je noter prišel, boste povedali tisto zgodbo o pikici, ki se sestavlja dve pikici, očetova mamina v maminem trebuhu na posebnem mestu in iz tega raste dojenček in raste dolgo časa in potem enkrat pride na svet in temu rečemo, da se rodi. Že preveč. Je že preveč, veste, ampak nas takole nas odnese. Noter je nastane in noter se pikice rastejo in enkrat boš tega dojenček. In če vpraša, kdaj? Če to mamo pogledate, pa zdajle, če vidite, če zdajle že okrogla, to se pravi tam ne 5 mesecev, ne vsaj, maj, juni, juli, avgust, september, takrat, ko greš ti v šolo ali ko gre tvoja sestrica v šolo, takrat bo dojenček. Kako pa veš? Ja, vem, ko sem jaz tudi pri tebi vedela. Tukaj naprej, čim pridem jaz na svojega otroka, na njega, ga pa stvari res zanimajo. Kako sem pa jaz, kaj sem jaz, zakaj sem jaz, kje sem jaz, kdo in tako naprej. To so pa ta prava vprašanja. Otrok povprašuje po svoji identiteti. In slej ko prej vpraša vse. Ne? Zdaj, tisti, ki še imate starše, vprašajte jih. Veste, ponavadi veste, kako je bilo malo okoliščin poznate, ampak starši mogoče tudi vedo, kje ste nastali. Ne? A je bilo to morje, mislim, dopust, kakšne take stvari, so zanimive v sebi vedeti sploh, ne? Ko so najnima otrokoma pripovedovala, kako to je, to so bile zelo zanimive stvari. Ne? To oči velike gore,
sta se naučila nekaj o sebi. Veste, drugim o tem ne pripovedujete, to je njuna intima. Tako se otrok uči tudi, kaj je intimno, kaj je posebej. Recimo, preproste stvari, po nosu brskati, to ni nič posebnega. Zadnjič smo bili v eni taki skupini, veliko vzgojiteljic in pravi, jaz imam težavo. Ja, kakšno pa? Prav, 2 otroka sta malo brskala po nosu, in to tako, da sta se cepila, to se pravi, usta, Ja, to je njegovo, to je cepljenje, avtoimuno, In prav, zdaj pa to skoraj vsi delajo, prav, to je enkrat takole, fuj, grdo, res je grdo videti to, Ne moramo preprečiti, ne pomaga nič, Moj prvi odgovor je bil, zadevo je treba legalizirati. Če nečesa ne moreš preprečiti, je treba legalizirati. To se pravi, uradno postaviti, to je zdaj uradno, kar seveda malo zakomplicirati je treba. In smo povedali, naj postavijo škatlo z robčki in otrok, ki misli, da mora po nosu očistiti, bomo rekli, tjale, tamle, tja se obrni stran, to je samo tvoje, drugi ne zanimajo, očistiš z robčkom, kako so jih naučili, kako. In potem seveda jih je treba tudi naučiti, da ne delajo tisto, kar delajo moški, Se veste, najbolj nagražna stvar na svetu. Analiza, Ja, ni moteče to, da se obriše, kdo tudi otrok, ampak da to gre vedeti, takrat se ti pa malo, No, in tega je treba navaditi. Ja, o tem nikoli ne govorite, jaz verjamem, da ne. Ampak, glejte, bo treba, z otroki je treba o tem spregovoriti. To so teme, ki so dostikrat tabu teme, pa sploh niso tako nekaj posebnega. Je treba naučiti, kako se to počne. In potem, kako jih ozavestite, da to počnejo. Ko jih peljete z avtom in stojite na križišču, pri semaforju, jih rečete, daj, poglej, če kdo brska po nosu, pa mi ga pokaži. Kaj pravite, imajo težavo najti? Ne. Res ne. To dejansko počnejo, na semaforju, to marsikaj še počnejo, Ko začne druga opazovati, ima možnost, da opazi tudi pri sebi, da ne hote, da se spravijo. Drugače pa to pri najstnikih, en del tega pogriženih nohti in brskanje po nosu, znak, da preveč ur sedijo pred televizijo. Pred računalnikom nimajo pogrizenih nohtov, veste? Pred televizorjem pa. In brskanje po nosu. Torej, legalizirali smo tako in že imam mail, je napisala, deluje. Zdaj morajo otroci tja in tam in stran se obrne, nikoga ne moti, če malo po nosu pobrska in ti se robec zavije in ga vrže v koš, konec. In bila še možnost se pogovarjati, kakšni odpadki so to, zdaj kam to paše. Zdaj, verjetno ne veste, za večino najstnikov, tam 12-13 let, posebej fantov, kaj je najbolj sporna stvar, ki se je treba dotakniti, česa se ne marajo dotakniti. Tisto, kar vi vsak dan urejate, tisto, kar ostane v lijaku, potem, ko pomijete posodo, tisto, ko vzamete in date v koš, to je, neznosno jih moti, da bi to morali prejeti, to je pa taka svinarija, umreš od tega takoj, če ne pa v minuti pa pol, najkasneje, Dejansko se jim zdi nekaj nesprejemljivo, to je huda hrabrost, dejansko to prijeti in dati ven, ampak ne bodo povedali tega, nikakor ne. Kaj, če imate otroka, recimo starega 6 let, pa začne o spolnosti spraševati in vprašajo, jaz vemo, na pikica pride, kako pa pride tja? Kje pa je tisto mamino mesto? In če vi pokažete tle v višini, koliko tle, mislim, da je pa to nekam daleč, nekje v telesu, kako pa pride tja? Tle tudi ni nobene odprtine zdaj, Včasih, torej tašča moja je videla povedati za en konkreten primer, ko je šla ne vem kjerga od svojih otrok roditi, je rekla, da je bila zraven ena mlada bodoča mamica, je prišla roditi in je vprašala doktorja, gospod doktor, kje pa tale otrok pravzaprav prišel ven, čisto natančno, Pa prav doktor, gospa tam, kjer je šel noter, ojoj, je rekla, to otroke tudi zanima danes, in je treba povedati, da je šel noter po posebni poti. Ja, kdaj je pa šel? Pazite, tle so pa posamezne besede pomembne. Ko sta se imela rada oče in mami, torej jaz, pa tvoj oči, ali
pač oče to pripoveduje, ko smo se z mami imela zelo, zelo rada. Veš, tako zelo rada, da ne želiva, da je noben okrog naju. Ko smo čisto sama in ko se imamo zelo, zelo rada. Aha. Nekaj si predstavlja, če želi vedeti naprej, bo vprašal. Če bo vprašal, kako pride ta pikica tako daleč noter, boste povedali. Paste, prav vam bodo prišli latinski izrazi. Boste povedali, da ima mamica posebno pot in oče, če je to fantek, punčka, bodo že vprašali, kako in kaj. Boste lažje reči penis, veliko lažje, kot da je boste rekli lulček, pa se malo bo spet gledal debelo, kako, Zato mislim, tako on biti paratu, ki se jata kopa, vse veste, ne gre to skupaj. Če pa rečete penis, to si pa neko predstavo. Ja, in ta predstava se dopolnjuje, to, kako potem to zgleda, to, ko fanti vprašajo, pa punce imajo tudi luliko, ja, kako pa to zgleda? Tako kot žemelca, konc problema. On nekaj znanega mu postaviš, ali pa nekaj tako neznanega, da naredi lastno predstavo. Samo toliko, kot vpraša. Ne nadaljevati. To je krasna varovalka. Če bo otrok želel še vedeti, bo še vprašal. In vprašanja so konkretna in toliko konkretno, kot vpraša, toliko konkretno odgovorite. Ko bo otrok star 10-12 let in pride k vam in spet povprašuje po spolnih odnosih, uno, drugo, tretje. Ja, se veš, to ni tako enostavno, Ni zadost, da si moški želi spolne odnose. Ta ženska, recimo, če sta fant pa punca, mož pa žena, če oba to želita, potem, ja, kaj pa če si on želi, ona pa ne, ja, lepo pa ni neč, to je tako, kot si hotela ta lok špilat, ali pa ne vem, kaj doma igrate. Nekaj, eden hoče, eden noče, lahko igrava badminton, če sva oba za to, Kaj pa drugače? Drugače pa sam, In pot, ko je dovolj star, seveda razumejo vse te prispodobe tudi, No, čas je, da se začne govoriti o odgovornosti potem. Ker če vprašate fante, dekleta, jaz se zelo rad vprašam fante, ko so enkrat že tam blizu polnoletnosti, še posebej, če so kakšne razvojne težave, pa jih vprašaš, recimo tole vprašanje, kako fant ve, da je punca noseča? Enkrat je rekel, saj vidi, se je debela pošlon, kaj pa prej, to je bilo na koncu, kaj pa prej, kako? In bolj prideš do vseh teh življenjskih ciklusov, do menstruacije, do vsega tega, vsem tem se pogovarjaš. Imeli so šolsko znanje. Odlično so znali odgovoriti na vsa šolska vprašanja. Ko smo prišli do menstruacije, kdaj pa je to, kolikrat pa to je? Enkrat na mesec. In potem so določili vsakega prvega. In potem je eno od fantov rekel, pa danes smo 30, da vas jutri ne bo presenetilo. Mislim, je bilo enega smeha, veste, dekleta niso mogle verjeti, kako fantje malo vedo o tem. V praksi. Naučeno, znajo odgovoriti na vsa vprašanja. Težava se pa pojavi šele kasneje, to je tudi za nas najtežje. Mi se bojimo o spolnosti, o spolnih odnosih govoriti konkretno. Ampak, veste, težje je govoriti o ljubezni. In tamle 12-13 let, takrat, ko imajo že, čustva se prebujajo, opazijo fantje že, da imajo vse punce, ki imajo zimsko opremo in to, vse že vidijo, vse in to, so tudi že pri telovadbi ločeni, tudi iz tega razloga, ne vem, če veste. Včasih smo imeli skupaj telovadbo. Je bilo to normalno, Zdaj to ni normalno. Zdaj je normalno, ima ženski del deklet pri telovadbi, moški ima fante in tako naprej. Redko delajo skupaj. Še to tako, če sem jaz učitelj, pa punce delajo vajo in skačajo po tleh, neki delajo, migajo, so izmerje učitelj za hrbtom stoji, reče, tja ste obrnjeni in so vse punce od njega obrnjene, da ne opazujejo vsega tistega, kar... Danes ni nobena stvar več enostavna. Zato, ker smo starši, tudi starši, preobčutljivi, pa se na vse zadnje izkušnje se gre za profesionalca. Ampak nas je zmeraj strah,
da to tega ne bo tako nekdo vzel, kot bi mi želeli, da bi vzel. Ko sem delal v dijaškem domu, vidva še poročena, nisva bila, so na eni žurki vprašali, ena od kolegic malo špikala, prav, kako pa ti to, ženi prav, kako pa ti to prenašaš, pa smo on zjutraj gre ob 6, tam 60 deklet, vseh razbahanih, tam gre zbujati, v šolo spravljati, ali pa jih zvečer gre spat, da ne, a si predstavljaš, pa v eni skupini so malo mlajše, v drugi so 18-19 let stare babe, to so že odrasle žene, mislim, kako pa zdaj te stvari, ne, potem, jaz sem bil zraven, pa pravim, da ti jim povedal, to pa ne biti zdaj užaljena, ne. Opaziš, če kaš na zelo lepa punca, seveda opaziš, ne. Ampak to je tako, kot če greš po mestu, pa opaziš enega strašno luštnega kužka. Olega, kako je luškan, ne. Jo, to pa res, kakšno veselje to človeku naredi, ne, ko ga vidiš, ko se lepo giba in vse tako. Ampak potem greš naprej in pozabiš, da je kužek bil. Konec pika. In potem, ko spoznaš te učence in učenke in dijake in dijakinje, je pesem seveda čisto drugačna, ker potem se ukvarjaš z njihovo notranjostjo, ne z njihovo zunanjostjo. In v notranjosti, sami dobro veste, vsak zase, so vedno stvari, ki jih ne želimo pokazati, ker niso take, da bi se z njimi hvalili, no. In včasih se moraš poklicno prav s tistim delom ukvarjati in potem ne opaziš več. Tistega, kar opaziš prvič, si predstavljaš neko, prvič vidiš samo zunanjo podobo, pol je že glas, gibanje in tako naprej dostavljaš. To pozabljamo. Jaz se včasih vprašam, recimo, kam so te stvari šle. Nihče nikomur več ne verjame. Nihče ne verjame, da bo kdo dobro delal z mojim otrokom. Z enim pobom sem delal individualno, pa je bilo treba ga, ker sva z letalikom delala, tam pri nas imam pa pri enem kmetu dovoljenje, da uporabljam njegovo polje kot letališče. Grem lahko tudi v pšenico, ne, ni problema, to hočem povedati. In tudi tisti moji otroci, ki so tam, moji, smejo, ni nobene krize, zato ker vedo, da ne bomo kar tako, ne, če je bila nesreča, nespretnost in podobne stvari. No, vprašam, če ga bodo sami pripeljali ali otroka, ali lahko jaz pridem iskat, ne. In pravi, ja, pa ste dober voznik. In jaz rekel, po čem se to ve pravi? Recimo, imate kaj pika, ne? Takrat so se še pike upisovali tam zadaj v vozniško, ne? In jaz potegnem denaren za vam, pa da je vozniško pokazam in rekel, v redu. Težko je otroka zaupati. Zaupam mi ga, da se z njim ukvarjam, da se pogovarjam, bi verjetno naredil lažje več škode, kot v kakšne neumnosti v prometni nesreči, kakšna prst zvita ali pa kaj tazga, ne rečem glih, da bila neka res huda reč. Tisti občutek, a veste, ne zaupajo mi, to ni. Eno je, da se zgodijo napake, drugo je, da se, koliko smo ljudje tolerantni. In zmeraj pišemo nekim drugim vzrokom. Tako, ko zdaj nekaj gospe zvonil telefon, ste videli, ko se je za glavo prijela. Se to ni več hudega. Napaka, če bi jaz mojega imel, bi morda tudi zvonil. Pa ga na srečo nimam, tu sem ga v avto pustil. Nič posebnega, lahko se v to spotakneš, lahko te strašno moti, lahko pa veš, da se to komorkoli danes zgodi, ker ga skoraj vsi nosimo po žepih in fino je, če bi se naučili, da tudi nismo ves čas dosegljivi, ne samo, ko voziš, ne. Zdaj imaš pa občutek, da moraš zmeraj, boš nekaj pomembnega zamudil. Jaz imam dober izgovor. Jaz imam posel, ne, in kaj pa, če nekdo sprašuje za kakšno delo, ne. A veste, imam dober izgovor, tako da zmeraj dvignem telefon, če sem ne zraven. Tako, ne se sekirati, kadar se vam kaj zgodi. To je tudi ena stvar, ki jo pri naših otrocih dostikrat zagrešimo starši. Preprosta stvar. To naše pričakovanje, ki ga pravzaprav nikoli ne obelodanimo, ne povemo na glas, pričakujemo, pa in otroci to čutijo, da bodo praktično vse stvari že prvič naredili prav. To je hudo pričakovanje.
In nekateri pred tem bežijo in tudi podležejo. Jih je groza, rajše vržejo puško v koruzo, samo da niso neuspešni. Ker potem so zmerjani, so pač starši rečejo, lej, pa zakaj nisi vztrajal? Vse mogoče bi pa šlo. On je imel pa občutek, da ne bo šlo, puška v koruzo in je bila zadeva rešena. Ni izpadel nesposoben, ni bil tisti, ki bi ne uresničil pričakovanj svojih staršev. Ni uresničil tega, da bi tisti dan naredil, ni pa bil neuspešen. In to je hudoče, moraš biti prvič povsod uspešen. Veste, kakšen pritisk je to? Pa je morda kdo delal izpit za avto 2-krat. Morda ste kdaj iskali kakšno stvar v kakšnem drugem mestu, pa ste naredili 2 kroga nekaj, ali pa ste šli v napačno ulico. To je že neuspeš, če ne veš, ne? Danes pa šlo na Vinsko, ko te pele, ne, ti reče, zavite levo, pa ni tam nič levo za zavit, tam je bajta, ne. Se tudi zmoti in pa da rečeš, Vinska je slaba, ne, pa na zadnje ugotoviš, da sam nisi naložil na novo programo in da Vinska je bila čisto v redu, če bila posodobljena, ne. Kako pa mi posodobljamo svoje otroke? Na kakšen način? Na zelo preprost način. Omogočimo jim same nove stvari, namesto, da bi jim omogočili stare stvari. Pozabljamo, da pri novih stvarih pogosto niti ne veš njihovo realno vrednost. Niti včasih jih ne moreš umestiti v to, koliko je pa ta stvar vredna, ker ne veš, kaj bo v prihodnosti pomenila. Ali morda celo škodljiva. Igrice, tiste ta male, ki so se začele, pik, zdaj to je vse večje, iz tega so zdaj ratale te tablice, in zdaj imaš računalnik, ki ga sploh nima več programov zapisati, samo še za nekih dokumentov in tako naprej, ki je zelo drag, računalnik je zelo drag, pa ni uporaben za običajno poslovanje. Je namenjen samo še zabavi. Danes tole je navadno platno, hvala Bogu, ne? Šole imajo pametne table. In jaz se vprašam, ali bo za to vsaj kdo od 300 učencev, ker imajo tako boljšo tablo, pametno tablo, ali bo kdo znal boljš postaviti vejco. Ali bo vedel, kdaj pride podpičje na vrsto. Ker večinoma jih uporabljajo učitelji, ne? Tisti bolj modri dajo na tablo tudi učence, zato da jih motivirajo. Kaj imajo oni od tega? Ali se to da tudi drugače narediti? Včasih smo te danes pa nekaj napiše in predstavlja in to zdaj super, krasna stvar. Včasih smo pa to imeli na listih, ko smo tiste liste predstavljali s šmorem, s tem, da jih je lahko na koncu so ostali na steni, ali pa smo jih spravili, ali pa ko je bilo treba ponoviti, potegneš liste gor, če jih daš na isto mesto, otroci dobijo isti občutek. Pri učiteljicah, ki recimo so si zgradile nek sistem, učiteljica vedno na isto mesto zapiše, kaj je za domačo nalogo. Mesto na tabli je rezervirano samo za to. Nekje ima mesto za datum. Če ima s kakšnim otrokom se skaj za pogovoriti po pouku ali odmoru, napiše ime Jaka, Nik. In otroci vedo, tja me je zapisala nekaj narobe. Ene to že ustavi, enim to že pomaga. Na drugi strani table bo napisala Mojco in Miha in bosta videla, nekaj dobrega so, kaj je pa videla, kaj sem jaz dobrega naredil. In spremlja zdaj sam sebe, kaj sem jaz dobrega naredil, da me je na ono stran opisala. In ni treba nič reči, nikoli ni treba razložiti. To so stare stvari. Dobre, vredne. Ne vse staro zabrisati stran. Za staro vemo, kam paše, vemo, kam v mojem sistemu mi gre. A gre v moje vrednote, se sklada z njimi ali ne. Kam pa še Red Bull? To so nove stvari, recimo. Dark Dog in podobne stvari. Kam ne jaz zdaj to dam? Ja, če imate otroka, ki je mečkeno hiperaktiven in spije, otroci kupijo za naš športni dan, veste, v šoli. In pol plezajo, jih imaš kjer češ. Po dreveskih, po kandelabrih, po soncu. Dejansko ga vznemiri do konca. Jaz sem probal zadevo. Dobro primemo, na 100 kila, veste, pa primemo. Kaj pa tisti morevežo 35 kila, 3-krat močnejša koncentracija, si predstavljate? Plus živčni sistem že itak dela drugače, če je hiperaktiven.
Ne vem, če sem povedal, kako smo imeli enega učenca, ki je po ceveh je plezel po ceveh v šole in ga niso mogli nikako ostati. In pokličejo na pomoč, smo bili stari znanci. Problem je bil, da je bilo to v jedilnici. In on je tako močne roke po ceveh, tako v robo je gor zlezel in potem po prostoru je šla cel vodrav, nekaj naenkrat je mislil na sred jedilnice, se predstavlja, par metrov dole, da ti enega pade, bi se ti ga ubije, dobesedno, ali pa sebe poškodil. In kaj zdaj narediti, ne? Sedimo pa se pogovarjamo, vse skupaj je bilo malo hecno, ne? Ampak za tistega, ki je bil dežur v jedilnici, je bila pa to strašno resna stvar, ki je dobiti hišnika, ki hišnik je postavil lojtro, on je bil že tam. To so hude stvari, no? No, rešili smo zelo preprosto, jaz sem šel v bližnjo trafiko, pa kupil eno labelo. Pa namazal cevi, tepta pokončne, pa je bilo treba malo šminkovno brezbarvno, ne? In namazal cevi, ta pokončne in potem je bil glavni odmor in smo čakali. No, take stvari, ko iščeš, kako stvari delujejo, to je nekaj najbolj vznemirljivega, vsaj zame. A smo rešili problem, a ga nismo. Fant, da vi vidite, kako je besnel. Ampak je moral besneti na tleh. Ni bil gor pod stropom in smo bili zadovoljni. Ja, na tla je prav plunil, na tla od besa, ker ni mogel. In je v hlače se je obrisal in še enkrat in je šel v WC, pa tam ni bilo dovolj papirja, pa je šel v kuhinjske robčke, ne tiste cevi izdrgnil, a on je bil prepričan, da je samo en toliko visoko to namazano, sem jaz stopil tudi na klop, pa... Ja, in ko je pošel dogor, no, staro, preprosto, učinkovito. Dostikrat hočemo na neznansko zakomplicirane stvari otroke kaj naučiti ali pa jim pomagati. In glavna težnja, ki jo zdaj jaz opažam, je natlačiti stvari v otrokovo okolje. Hočemo pravzaprav otroka napolniti, to je naša želja. Tlačimo pa v njegovo okolje. In pogosto, ko pridem recimo v vrtec, vidiš skupine, ponekod je napasana vsega tega, kar so otroci naredili, tega je take količine. Vem, da je te arhitekti, ki delajo za vrtce, pojma nimajo. Mene žal, ampak na glas lahko rečem. Zakaj? Zato, ker posod manjkajo skladiščni prostori. Vrtec rabi, vsaj en tak prostor, kot je ta velika igralnica, se rabi urejen prostor, kjer se dajo stvari uskladiščiti. En kup stvari je, ki jih je treba spraviti in ki niso ves čas v uporabi. In jih je potem treba spet nazaj prinesti, uporabljati in zamenjati. To zelo pomaga pri otrocih. Obstajajo metode, ki so tudi zelo dobre. Smo tudi preverili, kaj se zgodi, če naenkrat odmaknete iz vrtčevske skupine vse igrače. Idejo smo nekje iz nekega nemškega časopisa je bil davno nazaj že, kaj se bo zgodilo. Igrač ni bilo več, vse, kar je bilo pod igrača, je bilo odmaknjeno. En teden. Kakšne igre so se šli otroci? Čisto ta prave. So našli dovolj stvari, da so se šli trgovino, svinčniki z barvicami, uno, drugo, tretje, so našli dovolj stvari, da so postavili po tleh. Kar naenkrat je bilo dobro, so naredili medveda iz cun, kapa je bila glava in tako naprej. In v tiste cune so oblekli potem svoje oblačila, ker se je bilo treba znajti. Ti medvedi so znali marsikaj povedati, veste. Močne zgodbe, ki jih nikakor ne bi bilo, če bi bile tam na eni strani veliko Lego kocke, na drugi strani mehke igrače, na tretji strani lutke narejene, vsega je toliko, da otroci niso ustvarjalni. Sprazniti okolje, polniti otroke, ne polniti okolje. Jaz mislim, da je tukaj ena pomembna stvar, da dobiš otroke ven srečni. Da iz njih izhaja, iz njihovih potreb, takrat otroci začutijo, kaj rabijo. Sicer pa ne čutijo, kaj rabijo, ampak vidijo, kaj želijo. Tisto, kar vidi, tisto hoče imeti. Tisti, ki imate dva otroka, točno veste, ta velik prime eno igrače, ta malijo hoče takoj, točno tisto. Ne eno drugo. In če ta veliki reče, ok, tle imaš tole, jaz bom pa zdaj tole drugo igračo, bo hotel zdaj pa tisto. Če se vam je zgodilo, da imate preveč igrač in če imate, to veste po tem občutku, pospravite
stanovanje, hišo, skratka, uredite in potem, če otrok pride v 4 minutah, če imate občutek, da je tako, kot je vse bilo, to pomeni, da imate preveč igrač. Treba je narediti škatle, otroci radi sodelujejo, ovojni papir, škatle jih, ene 2 škatle jih lepo pripravite, ovijete, ne preveliki in vsako od teh škatl po 2 igrači. V eni je lahko en tovornjak, v eni je lahko ena, ne vem, zdaj sem izmislil, hišica za, kaj že, zdaj so vinksice, niso barbike samo še, vinksice, pa ena vinksica, pa mora biti še nekaj, kar ima otrok rad. Vse ostalo odmaknete, ali na pod streho. Mislim, tudi prtljažnik avtomobila je dober. Važno, da nekam spravite s poti, ali v klet, ali kamorkoli, ali prostor, kjer ni na voljo. In otrok reče, samo pa samo tele igrače, jaz pa rabim, ne. Ali pa, ker hočem, smo jih odvadili, ne. To se grdo sliši, jih odvajamo, pa reče, rabim, ne, in pol se ti srce trga. Aha, kaj pa rabiš? In reče, rabim posteljico. Tisto posteljica, veš, tisto, ki je tam zraven, tako je posteljica, pa omara se drži zraven. Aha, to je en kos. Takoj povede, to je en kos, ne, nista 2, ne. V redu. Katero od igrač boš pa oddala tja? Ni problem. Kadarkoli lahko zameneš, vendar ena za ena. Eno dobiš, eno daš. To je gorenjska verzija tudi, veste, ker kar naenkrat vam ni treba kupovati novih igrač, ker ko gre otrok z vami, kako se razveselije igrače, ki je želi, imel otrok en mesec, to je novo. To je bilo že pozabljeno, da je bilo in se kar naenkrat zna spet igrati in pa je neko voljo. Vete, kaj smo naredili? Ta način meni v moji glavi govori, da imam prav, kar se tiče tega futranja otroka oziroma futranja okolja. Bašeš v okolje na mesto otroka. Ko iz okolja vzameš nekaj, ko je manj, je tisto, kar ostane za otroka dejansko pomembno. Prej pa ni, zaradi nakopičenega vsega ni več dovolj pomembno. Vse veste, ko ste bili stare, ne vem, 16, 17, 19 let, če so je bilo tam fantov, če ste bili na fantovski šoli, fantov kolikor češ. Noben ni bil dosti dober. Če je en fant na dekliški šoli, ima oboževal, kolikor češ. Prej pa noben ni bil dosti dober, zato ker jih je dovolj. A veste, izbira je, če bo samo en redkice prodajal, boste verjetno šli kupiti. Če jih imajo vsi, še pogledate jih ne, se jih imajo vsi, jih ne rabim. Zasitiš stvar, sam pri sebi. In enako, mislim, da se dogaja pri otroku. Kaj konkretno prinaša srečo otroku dolgoročno? Jaz sem trdno prepričan, da delovne navade. O tem sem že večkrat kakšno rekel, pa mislim, da je prav, da danes ponovno to izpostavim. Delovne navade so tiste, ki otroku omogočajo, da deluje na polno. Paste, ne navade, da se udeležuje vodenih zadev, ampak delovne navade. Torej delo. Govorimo o resničnem delu, ne o učenju dela. Ista zgodba, ki sem jo že povedal, ne ga učiti delati, dajte mu pravo delo, resnično delo. To se pravi, dostikrat vprašam kakšne mame, ki rečejo, kaj naj mu pa dam delati, jaz mislim v bloku doma, kaj ne dela moj otrok. Jaz sem žlej. In vprašam, kam dajo vas tiš čas, ki ga, ker ne delajo z otroki, ki ga prehranijo. To je v tednu precej ur prihranjenih, a hodijo na zumbo, hodijo na jogo, hodijo v hribe, mislim, neko sproščanje, ne vem, umetniško izražanje, balet, kaj počnejo v tistem času, ki so ga prihranili, ali pa prosto dajo noge na kavč, vse 4 od sebe in počivajo. In rečejo ne. Ja, kako ne? Prav vse nič časa ne ostane. Aha, itak nič ne ostane, zakaj se bolj ne ukvarjate z otrokom? Tako vam ne ostane. Pa z otrokom moraš čas porabiti. Z njim ga moraš porabiti, dobesedno porabiti ga moraš. Ne da si ob njem, z njim, to je ključno. Ker če si ob njem, delaš za otroka. In bolj pri 15 mi rečejo starši, lejte,
Glejte, kaj se nam je zgodilo v naši familiji, ne? To kakšno smolo imamo biti, tako kruto, nepravično. Vse smo naredili za tega otroka. Z njim pa nič. In otroci to strašno očitajo, veste, ko so odrastajo, strašno očitajo in se zgodba zavrti, spet pridemo do starih staršev. Stari starši točno vedo, da pri svojih otrocih stvari niso uredili in zato hočejo pri vnukih, to je njihov popravni izpit, pravico so dobili do popravnega izpita, če so vnuki, a ne? Ampak žal hočejo še vedno svoje starše vzgajati. In če se tega lotijo, pol je problem. Pa se spet, namesto da bi se ta mreža socialna povečala, vzdrževala, se manjša. Se spet skregajo in stvari grejo narobe v napačno smer. Tudi treba paziti, da dečke in deklice različno vzgajamo. Ne? Družinsko zgodovino nikoli ne nosijo fantje v svojem spominu naprej. Vedno so to ženske, vedno so to dekleta. Družinske zgodbe. Kdo, kdaj, kje, odkot, kdo, kar vprašajte vaše može, odkje je njihov praded bil doma, pa boste videli, da ne ve. Sigurno ne ve. A veste, zato, ker to ni neka pomembna stvar. Ja, v resničnem življenju so pa to pomembne stvari. Zaradi tega, ker je treba le paziti, da se sorodnike med sabo ne možijo in ženijo in imajo otrok, ne, predvsem to. Ja, dejstvo je, da so ženske vedno nosile te informacije. Ta prave informacije, ne tisto, kar je uradno, ne. In se vedelo, kaj je prav in kaj ni prav. In tam, kjer se je tradicija prekinila, so kar težave. En del Sevške doline, recimo, in konci so pol ljudi med sabo v žlahti že, ne? So se ves čas med sabo poročali, a veste. Vprašajte, če je kakšen otrok več v povprečju z razvojnimi težavami, kot kje drugi so. Ni fino slišati, ampak gledajte, na Jesenicah, kjer je bilo veliko sveže uvožene krvi, od zelo daleč, gor, tega zelo malo. Pod povprečjem, ker se je zmešalo. Ne? Če sem zelo krivičen, ali pa ne bo neprimerno, če imate čisto krvnega psa, imate velike možnosti, da bo imel hude dedne okvare, to poznate. Če imate pa mešanca, je pa to takoj možnost, da bo pes veliko bolj zdrav, da se tistih običajnih težav ne bo, s kakšnimi kolki, z vidom, zobnimi težavami in tako. Ker se v pasmi sicer nežno dogaja, ker se jih ves čas med sabo, imem mladiče. No in dekleta morajo vedeti, to tudi pomeni skrivnosti nositi. Naučiti jih nositi skrivnosti. In majhne otroke je treba tudi naučiti, kaj je s temi skrivnostmi. Katere skrivnosti so pa tiste, ki jih je treba naprej povedati. Kaj, če se nekaj, vidite, realno gledano v življenju, otroka se včasih lahko začne tudi dogajati nekaj, kar ni v redu. In otrok ima občutek, da ni v redu. Se mu zdi, da ni v redu. Ampak, če ta oseba, ki je s tem otrokom bila, reče, to je pa skrivnost, nobenemu ne smeš povedati. Komu lahko otrok vedno zaupa svoje skrivnosti? Praviloma je to mama. Vsaj ena oseba. Mogoče ima kakšno drugo sorodnico, mogoče je to kdo na šoli, mogoče je to kdo v vrtu, ki jo otrok zaupa. Veste, je to zelo nehvaležna vloga. Če si recimo v vrtu strokovni delavec, pa ti otrok začne z eno tako zgodbo, v kateri misli, da se nekaj hudo narobe dogaja. Si strašno obremenjen s tem. In se ne moreš izogniti, to osebne odgovornosti se ne moreš izogniti. Če si dal naprej, kaj, če si narobe razumel otroka, oziroma on to doživel čisto na svoj način, in če nisi dal naprej, boš čez leta zvedel, da je bilo res nekaj in nisi odreagiral in se požreš. Biti v vlogi starša, biti v vlogi nadomestnega starša, kar je vzgojitelj, to niso lahke vloge. Zato je toliko lažje delati, če ene stvari postavimo v trdne okvire. Torej, ne basati v njihovo okolje. Manj jim daj, zato da bo nekaj izhajalo iz njih. Delovne navade. Potem nekaj, kar
sem na začetku omenil, da otrok pozna, kdo je naša družina, kdo je naša familija, kdo so naši sorodniki. Zdaj, če je majhen otrok, pa če v sorodnikih govorite bolj tako, ne, se veste, pa se vam lahko zgodi tista štorija. Prav, Janezek pravi, babi, kdaj boš pa ti danes šla domov? Ja, z enim vlakom, ne vem s katerim, pravi, ja, kako. Zakaj te pa to tako zanima? Pravi, kar tako, ne. Sem res radovedna, zakaj te tako zanima, kdaj bom šla, ne. Pravi, ker je ati rekel, da bo motor to razrezal takoj, ko ti greš skozi vrata. Kakšna sporočila dajemo svojim otrokom? Ali pa če soseda mi strašno prijazno, ne? Ko pa gre pa rom, pom, mislim, kakšne so babice, ne moš misliti, kako je ono, drugo, tretje, četrto. Vrstni red je tudi važen. Kdo je kje v hierarhiji? Kdo je v vaši družini pomemben? Za izhodišče imam jaz tole misel. Kdor zase ne zna poskrbeti, zanesljivo ne bo mogel dobro poskrbeti za otroka. Ker daš lahko samo tisto, kar imaš. Če sebe ne znaš v dobro voljo spraviti, lahko si tudi bolan in si depresiven. Ampak to ne pomeni, da imaš vso pravico, da si depresiven do konca sveta. Treba nekaj ukreniti. V glavnem to pomeni dvigni ritm, migati. Nekaj bo treba narediti. Ni dovolj, da se sam sebi smilaš, ampak dvigni, začni nekaj delati, nekaj počni, razmigaj se, pojdi na sprehod, sreče ljudi, boš mošlet saj dober dan, ker če ne, se sam s sabo pogovarjaš cele dneve in noči. To je normalno, da se ti vse skupaj v glavi zasuče. Megati. Ta fizična aktivnost, če razpoloženje ni ta pravo, je prvi zakon. Ker drugače imaš dve možnosti. Ali te boli glava, pa se sam sebi smilaš, pa se ustaviš, pa umiriš, pa vse naženeš stran, hočem imeti popoln mir. Ali pa rečeš, v redu, glava ti mene noč bolela, jaz bom tebe bolel, zamenjava vloge, grem ven, pa tudi, če si vzamem en tablet, ali pa nekakšna gospa bo rekla, meni zelo dober prime kava z limono, poznate te stvari, tisto, kar prime. Vseeno, kaj prime, važno, da prime. Da imate nek občutek, ste zase, to je zase poskrbeti. Iz tega to izhaja, zato neha glava boleti. Veliko ljudi neha glava boleti, zato ker so pozabili piti. In vzame tableto in hkrati spije 2 deci vode in v resnici pomaga tista voda, ne tista aspirin. Ker je premalo tekočine v telesu. To se dogaja. Nekateri otroci tudi premalo pijejo, pa se slabo počutijo. Je bolj, da daš manj zapit, ker pol manj lula, dokler še obranice lula, ni treba to pogosto menjati. Vse sorte nas je, veste. No, torej, nekaj moram narediti. Če grem ven, se razmigam, dejansko nekoga moram srečati, nekaj se zgodi in za trenutek pozabiš in si že na boljši poti. Če jaz tega naučim svoje otroke, da ko gre vse narobe, da se ne zavleče nekam ven kot in trpi ko žival, kar nekateri ljudje dejansko naredijo, če ga tega naučim, je to dobra dediščina. Migati, nekaj narediti, nekaj poskusiti, nekaj karkoli. Z najstnicami tudi tako delam, nekakšna stvar. Pa dej punca, pa me toliko jezi, pa se ne moram premisliti, ne moram, zvezek si kup, piši noter. Ja, pa jaz imam take, včasih si bolj sama nas jezna, pa kaj, napiši tisto. Napiši. Pa če so še tako, kasneje, ko kasneje gledaš, lahko zgledajo zelo neumne misli. Takrat ti pomaga, da spraviš na papir, ker ko so na papirju, jih daš ven. Kako otroka odvadimo kletvica, to veste. Če 3-letni, 4-letni, ki jo pretrese, je treba, do 4. leta treba ignorirati. To se pravi nič odreagirati. Povedati babici, povedati starejšemu bratu, sestri, možu, vsem. Ta malo je pretresel kletvice in ko bo prišel in omeni spolni organ, prav navihano, in se veselo smeji zraven, in če ga ti se pogledaš in nič ne odreagiraš, se obrneš in greš, gre za tabo in to ponavlja. In ugotovi, da nič ne deluje. Pole ugotovi, da to ni nič. Tukaj doma to nič ne pomeni. Tam v vrtcu je bilo to, recimo, če si
Vse to veste, ne, od doma otrok nič slabega ne prinese, nikoli. Še noben otrok ni nikoli slabega od doma prinese. Ne, to veste, vsi prinesejo z vrtca, ne. Ja, no. Ja, tako razmišljamo. Tako razmišljamo, ne. No, in ko rečemo, pretresu je tole z vrtca, v vrtcu je delovalo, nekdo je skočil in ne, to se pa ne govori, mi pa ne preklinjamo, mi lepo govorimo in te malo imel pozornost in je 4-krat probal, a to deluje. In 4-krat je dobil nazaj. Pa se ti rekla, on pritisne na gumb, nekdo od odraslih skoči in pove isto pesmico. A veste, to je zelo preprosto, res se moja reklitica in proba še deluje. Prima. In pa probajo še drugi otroci, ne? Če tudi pa njih prime ta gumb. In ko poskusi doma, se nič ne zgodi. Doma pa ta gumb ne dela. Konec. Najhuje je, ne? To je spet una zgodba s starimi starši, če nisi pozoren, ali pa misliš sej, da zdaj pa lih ne bo prišla babica, ne? In lih takrat pride, ne? In to pa ne smeš, Bog se bo kregal drugo, se veste, zdaj ne, zdaj živo našteč. In ta mal je odkril, da tudi doma deluje. A bo še pritiskal na gumb? Prvas ne. Kadar bo pa babica, pa bo. In babica vas bo seveda potem starše karala, posluš, kako morate prenašati, da otrok takole? To vi niste normalen. Kako vi vzgajate tega otroka? Ampak samo pri njej to počne, ker samo pri njej deluje. Zato je res pomembno, da vse obvestim. Posebej paste na starejše otroke. Starejši otroci so tisti, ki tako z užitkom to pa prepoznajo, da je kršenje norme in oni bi tako, ne smeš ti tega, ne smeš. Točno tako govori, da to pomaga, ne. Če pa je otrok starejši, pa tega seveda ne bomo naredili, ne bomo ignorirali, ker že razume določene stvari in mu otroku lepo razloži. Poglej, če boš preklinjal zunaj na dvorišču, kaj bo storila recimo mamica od Nika, če bo slišala tebe, da zraven Nika preklinjaš, kaj bo naredila njegova mamica? Huda bo. In če boš ti še naprej preklinjal, kaj bo naredila? Nika bo odpeljala. A želiš biti sam zunaj? Ne. Kaj zdaj? Boš preklinjal zunaj ali ne? Ne. Zelo preprosto. On se odloča zase in o sebi. Kaj želi? In se sooči s posledicami. Mogoče bo tudi poskusil. In če bo mama samo vhod dvigala, to se lepo nazaj. Otroci morajo preverjati, preskušati. Morajo probati. To, ko bomo s Hrvaško mejo porihtali. No, še zmeraj bomo probali eni in z ene in z druge strani. Na obeh stranih bo treba paziti, da ne bo kaj. Se veste, tudi meje treba paziti. Če otroke naučimo meja, to je tudi ena dobra stvar. Za celo življenje. Da odkrijejo, katere so tiste meje, ki se jih morajo držati, katere so bolj priporočilo. Včasih je to težko vedeti. Včasih se tudi hecamo in otrok ne razume. Pogosto ne razume, da je to hec. In rečeš, no, kar daj še enkrat. Pa misliš, da si naredil dovolj strah in grd in oster obraz in otrok naredi še enkrat. Mislim, pol mu razlaga, malih taki kot ti. Čist ne razume, ne kapira, ne? A veste? Teh zgodb, cele množice so jih, ne? Kako poskušamo te meje postaviti. Na noben način ne moram dovolj poudariti, kako je to pomembna stvar. Zato na kratko, na najkrajši možen način še enkrat o mejah spregovoril. Enkrat smo šli že na daljši način, zdaj bo pa še krajši. Da bo res čisto jasno, popolnoma kristalno jasno, kaj so meje. Meje, to je samo tisto, kar je dovoljeno. Če imate otroka 3-letnega, ki se že vozi na triciklu in zaprete ograjo od dvorišča, potem je otrok lahko kjerkoli na dvorišču s tem svojim triciklom, a drži. Vam je popolnoma vseeno, kje je na dvorišču. Drži? Ali tukaj, ali tam, vseeno, kje je. Zakaj? Ker to je vse dovoljeno. In zdaj, če imate otroka v soboto, nedeljo ste doma, pa veste, da zjutraj nekako mu ni do zajtrka, je tak malo ne ješč, pa otroka vprašate.
recimo, ko vprašate, a bova danes kaj zatrkovala, ne? To bova je že narobe, ker otrok o vas ne odloča. Ne? Torej, pravilno vprašanje je, kaj boš zajtrkoval? In potem postavimo meje. Meja postavim takole. Čokolino, kruh pa namaz, jajček. Kaj boš? Pašteto. Glejte, tako nas odnesejo meje. Si mislim, da se moj cilj je bil, da otrok je, ne? Mu bom dal pa pašteto, se jo imamo v hladilniku. Jok, to je huda napaka. Ker otroka učim, da lahko izbira zunaj meja. Ni izbire zunaj meje. Jajček, v redu, danes je sobota, ali pašteto, če si želiš pašteto, res le, jutri jo lahko dobiš. Danes je na voljo, kaj si rekel, čokolino, kruh in namaz, ali pa jajček, kaj boš od tega? Bom pa čokolino. In vraz tak, da ni žalost, da ne in vi seveda niste otroku dali njegove paštete in vse to glada in žuli in nekateri zadnji hip še dajo tisto, kar otroku niso. Dejstvo pa je, da ga naučiš, da lahko izbira zunaj meja. To je narobe. Ker, če se malo po spominu pobrskate in začnete ocenjevati, če bi bila pašteta znotraj tega nabora, namesto jajčka, bi bil sirni namaz, pašteta in čokolino. Bi vzel pašteto? Ne. Prav bi bil jajček. On mora preveriti, ali te meje držijo. Mora, to je program v njem, on mora sprobati, a to dejansko deluje. In ko enkrat ugotovi, da je to, začne izbirati znotraj tega. In treba jih je prisiliti, da izbirajo. Zakaj? Zaradi tega, da začnejo čutiti odgovornost za svoje izbire. Zelo preprosto. Pride otrok, mami, žajen. Sok, čaj, vodo. Kaj boš? Ne more mleko, ne more čokolino, ne more Coca-Cola, vse ostalo odpade. Kaj že tisto iz Šabesa odpade. Iz Lidla nekaj odpade. Sok, čaj, vodo. Kaj boš? Čaj. Čaj, ga boš iz skodelice ali boš iz kozarca? Iz skodelice. On je z ročem ali brez roča? Z ročem. Slamico ali brez slamice? Slamico. Rdečo ali modro. Glejte, kaj se je zgodilo? Otrok se je moral odločiti enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat. Petkrat se je moral odločiti. Ampak oni se ne marajo odločiti. Zakaj? Preprosta stvar. Recimo, če otroku ponudite sirni namaz, pa čokolino. Belo majčko imate, da bo ja lep, ne? Že pred zajtrkom. Ne? In rečete, a boš sirni namaz, ali boš čokolino, pa malo cinca, veš kaj, bom kar čokolino pripravila, ga že dolgo nisi, ne? In pripravite čokolino. In otrok prvo žito po majci. In pa reče, pa kako lepo mlavo majčko imaš belo in se že s čokolinom, to nikoli ne boš naman. Si ti rekla, ne čokolino je. Pravzaprav mu prav. Če bi se on imel čas odločiti in bi izbral sirni namaz, ne bilo to nič posebnega, bi se dosti manj videlo na tisti beli majci. In tako ste vi krivi, to je beseda, ki jo otroci uporabljajo. Dajte jim izbire, morajo izbirati. In se odločati o sebi. Ker konec 9. razreda se bodo morali odločati o tem, v katero generalno smer v življenju gredo. Vse ni rečeno, da bodo ta poklic dejansko opravljali. Prednost pa je, če gre otrok v šolo, v tak poklic, da mu je vsaj približno všeč. Da si morda tudi malo predstavlja, kaj ga čaka. Če otrok hodirati v srednjo šolo, si predstavljate, kako so to fajn, odhajate. Treba, ja. Lejte, do odgovornosti otroka ne morem nikakor pripraviti, če se sam ne odloča. Sam se odloča lahko samo, če mu dam izbiro. In mnogi mislimo, da če mu dam izbiro, a to pomeni, da otroka razvajam. Ne! Ne, če mu ne dovolim, da izbira zunaj tistega, kar je bilo postavljeno. In če jaz hočem, da je zelenjavo, mu postavim papriko, boš jedel, ali boš redkvico jedel, ali boš jedel zeleno solato.
ne, in potem se odloči in dejansko nekaj je. In je jedo zelenjavo, jaz sem dosegel svoj cilj. Zdaj ne more izbrati rukole. Ni bila na voljo. To je pa razvajanje, da mu dovolim, da izbere rukolo v tem primeru. Jaz tudi to, nam je težko razmišljati, da v polnem hladilniku otroku omejim tole. Vete, se več kot 3 stvari ne obvlada. Odrasli 5, če smo dobri, jih obvladamo 5. Ne? Na treniranju obvladajo ne 7 stvari, tako da če moža pošigate kdaj v kakšno trgovino tako ne s čistili in s takim 2 je dobre glave. Pa nič dokladati po telefonu, pa še tole. To šteje med grehe. A se kaj naučila? Ne veš še? Ja, odloč se. Ja. Pa ti kakšno vprašanje? Izvolite, kar konkretno. Iz tega konteksta, ko ste zdaj razlagali za hrano, mi imamo to težavo doma, a bo šedlo to, a bo šedlo to, a bo šedlo to, 5 let je stara, ne jedla bom to, neči pa to, ne bomo, potem pa nič ne bomo. Dejansko noče nič. Ja, kaj je potem treba paziti? Ja, koliko je 5 let star otrok? 5 let, koliko kil ima? Jo, dost. Tam, če bi jih imela 18, bilo čisto v redu. Glejte, da starše strašno strah, prva, da ne bom imel, da bi otroke na hrano, to toplo hrano, čim več hrane, ta pravo hrano, vse, mislim, veliko stvari s hranom povezani, ker imam najprej občutek, če otroka prav ne hranim, da nisem dober starš. In otroka pustiti lačnega, to se zdi strašno kruto in tako naprej. Ne, zakaj? Tako realno stanje, jaz ste bili že kdaj lačni. Vsi ste bili že kdaj lačni. Še ko sem delal v dijaškem domu, ena kolegica je knjižničarka in pravi, moja Maja, ona veš, ne ta otrok je tako naješče. Seveda, kadar je bila, če smo imeli kakšno srečanje, stalno je nosila in futrala in silila in ne vem kaj še. In potem imajo ljudje navade, da jim tlačijo nasitne stvari, sire, pač razne take močne tele salame in podobne zadeve, neke vrste sendviče, obložene kruhe. Kdo bo to pa preveč? Kako, recimo, da ne bom pozabil, spomnite me na zeleno solato, kako se jih navadi jesti. Prav, ne boste spomnili. To, kaj ona reče, pa ne bom jedla. Vi rečete, prav, vzamete selotejp, silver tape, poznate, in lepo zalepite čez vrata hladilnika. Prva stvar, dobavice dol, ta mala ni jedla, da ji ne bi dala slučajno sadja, soka, sok je hrana, sok ni pijača. Sadja lahko dobi vodo, nič drugega. Nobene, Bog ne da je sladkarijo ali kaj tazga, ne? Torej, treba preprečiti, da pride do hrane. V njeno sobo preveriti, ali ima slučajno kakšne zaloge. Ko je dobila še, lahko 3-4 čokolade, veste, tako kakšne predavljajo še opazili niste. Ker se imajo radi, ne? To je prav. Se imajo radi in da naredijo malo zaloge. Ja, je tisti občutek, ne, to je občutek varnosti, veste, tudi za nas. A se spomnite, ko ni bilo olja in podobnih stvari, kako so? Ja. In če si imel zaloge, pa prašati, ne, tako davno nazaj, je bil dober občutek, zaloga imaš. Kako se počutite, ko, ne vem, vsi najbrž niste na plinu, ali celo na plinu, ali ima kdo še doma na nafto, ko naliješ v cisterno, a ne, dober občutek. Včasih premog smo še ne, se ga spravil noter, pa je bilo fiato. Tam ste občutek otrok, ko spravi eno čokolado za hude čase. In to je ta hudi čas. In pa gre in si mislite, tam lepo pojeli, vi mislite, joj, božca, revca, ona pa se sladko drži, se dobro počuti, ker vidi, da vas je spravila v stisko. Pa ne zato, da bi v tem uživala, ona odkrije, da ima moč. Od vsega, kar ljudi žene, je moč nad drugimi ljudmi. To je najslajše.
To je bistvo politike, to je bistvo nadvlade v zakonu. Ne? Dobro, hvala Bogu, tle je jasno, kako, kdo je doma kralj in kdo je krona na glavi. Ne? A ni tako? Ja? Pač ne se žret, nasmejte se, povejte, ljudi se lepo usedete, lepo pojeste, za mizo mora pa sedeti. Hoče, noče. 6krat vstane in gre od mize, 6krat uprimete in posedete nazaj. Tuli solze, šprice, to je za publiko, to neč. Ne? 3 vrste joka boste zasledili pri otroku, prve vneke solze, šprice. To je za publiko. To ni omembe vredno. Druga, ki je tudi za publiko, predvsem za starše, ne? To je, ko se kotalijo mlinski kamni, veste, tako na rob se, tako velike solze in potem tako da, mislim, srce se ti trga, ko vidiš tega otroka. Nobene panike, to je za publiko. Tle boli, kako se reče, trma boli, ne dušica. Ko je res hudo, otroci htijo in brišejo solze. Vedno jih boste našli, da jih brišejo in je sled. Ni lahko tudi kapla, ampak to od kapla tle spodaj, tisto, kar ni bilo pravočasno brisano. Takrat je treba pa paziti. In če se otroci fejst na glas derejo, nobene panike. Če se otroci fino na glas jokajo, veste, pa pridete v vrtec in nekje en otrok na glas joka, to pomeni, da je vse v redu. Ker je normalno, da otroci jokajo, to je normalna stvar. S tem izrazijo, da bi želeli biti suhi, da bi želeli nekaj spiti, da bi želeli biti nekaj po njihovi veriti, pa ni. Vse izrazijo, vse nezadovoljstvo izrazijo na isti način. Pač joka, ne? Zdaj, ki ste dovolj poročeni, ne poznate tudi isti način, ne? Nezadovoljstvo nad možem izrazite vedno z glavobolom, recimo, ne? Pa ni važno zdaj, kaj ni prav naredil, ne? Ja. Ne? Najdete nek način, kako sporočate, vsakdo ima svojega, sebi lastnega in pričakujete, da vas bodo možje odčitali, da bodo že po prvem, ki se prvič na poseben način obrnete, on bi že moral vesti, zdajle sem ga pa povedal. In moram zdaj takoj po orožje in ne vem kaj še. Žal, vam kar odkrito povem, moški nismo tako, bi rekel, slabo beremo te znake. Večina res zelo slabo ne znamo učitati. Ne? Zato pa imamo te težave, ko moški rečejo, kaj Rusi, da so odkrili Rentgen ali kaj, ali to, ne, to moja žena, ne, vidi vse. Tako tudi mi pri otrocih vidimo vse, opazimo razlike, samo vprašanje, kako jih tolmačimo, kaj je zdaj to. Torej, najbolj lačno. In tam sedi, ves čas, ko ste vi pri obroku, potem lahko ostane. Ne? To tudi ne pomeni, da bo pustila svoj krožnik, ki je bil postavljen na mizo, kdorkoli ga je že postavil na mizi svoje, ima vseeno. Nisem uporabljala, pa bi ga. Pospravi svoje. Krožnik je bil tebi namenjen, pospravi ga. Če jih tako navajate, boste pri tem vztrajali. Premalokrat ukažemo. Prosimo jih, zdaj sem bil pri pouku. Je bil kar prvi razred, v prvih, mislim, v 12, škoda, da imam rokovnika, 12 minutah, čez 20krat učiteljica rekla učencem, prosim. Hudo, to je res hudo, veste. Sej nekak je šel potem pouk, ampak otroci imajo občutek, da je vse na izbiro. Se to mame tudi ne deva. Tudi, pogosto, ja. Ne jih prosim, ukažite jim. Tudi če jim rečete, odnesi smeti, prosim, to pomeni, da ste bili samo zelo vljudni. Ne pomeni pa, da je to na izbiro zdaj, ali, ker je rekla, prosim, ne bo odnesem ali pa ne odnesem. V vsakem primeru to pomeni odnesi zdaj takoj, spusti vse iz rok. Čas, trenutni čas, jih bo tudi treba naučiti, ne, zdaj, ne poznajo. Bolj pol, samo še tole. Mečkaj počakaj, nobena stvar ni takoj, a veste. Tako je samo čokolado imam. Kje? Ne, nobena stvar takoj. Ja. Zelena solata, hvala. Mnogo otrok ne mara
zelene solate, mi bi pa radi, da bi jo jedli. Zdaj, to je stvar, ki sem jo jaz najprej izvajal v vzgojnem zavodu, kasneje smo jo probali mnogokrat pri otrocih, druge in med drugim smo tudi pri lastnih hčerih smo to upeljali, ki ni marala zelene solate. Dejstvo je, kako 6-7, tudi pri 5 dobro dela, tudi pri 4 dobro dela, takoj ko znaš 4 do 5. To zna pa že prej. Ja. No, lejte, problem z zeleno solato je tale. Če je neka sladko stvar daš otroku, je takoj za. In jo da v usta in če le čez čas, dobro je. Zakaj? Čutilo brbončice za sladko imamo na jeziku daleč zadaj. In že skoraj dol poješ, še le čutiš, da je sladko. Tle spredi ne čutite, da je sladko. In zato vzame v usta in je. Čutilo za kislo imamo pa čisto tle na začetku. In kis tudi zelo dobro hlapi. In otrok ga dejansko lahko začuti, preden se fizično dotakne solate in umakne takoj, nekateri se takoj umaknejo. Poskušajte, tisti, ki imate še dojenčke doma, poskušajte z limono. Eno rezino limone dajte dojenčke, boste videli, kako se skremži. Pazite samo, da ne bo v oči nesel roke, to je vse, kar treba paziti. Ampak boste videli, da bo še enkrat poskusil in še enkrat, ker je nov, zanimiv okus. Torej, če jaz vem, da prvič, ko vzame solato, je takoj problem, ker začuti, kako je kislo. Se pravi, problem je rešen, ko je solata v ustih, ko je čez to čutilo. Takrat je problem rešen. Torej, nekaj jih mora vzeti. In otrok mora imeti občutek, da stvari obvlada pa tolikle. Če ste malo bolj zoprni, boste rekli 6, ker to je tudi zanimivo. Ni vse na 5, 6 je pol ducata, se spomnite, ne? Ni bilo to za manj, ne? To je bilo že navajanje, da je več kot toliko, ne? Ja, 6. Z otroku povejte, 6 solat vzameš in ti noben več ne bo rekel, da vzami še kakšno. Noben te ne bo silil, solato je, 6 jih vzameš. Tako, da vzame tisto, ki mu je všeč. Praviloma to naredimo na začetku, tako da je z roko. Se pravi, roke umiti, tako jih gre umiti in sme iz solate, če imamo skupno skledo, prime eno solato in jo vzame. Zelo pomaga, to je prvo, ker je čisto poseben občutek in se ukvarja, veste, zaposlili smo možgane s temle, namesto s tem, da se tukaj le brani, nese v usta in ima še skozi občutek, vzame prvo in potem fino, samo še 5 jih imaš. Zdaj, važno je samo, da ne naredite takih flekcov, kot je en gumbek, ne? Malo večje koščke solate, ne pa spet celo zeleno, ne? Alumno, zimsko, a veste, takole plahto kot cel zvezek, ne? Nekaj tazega, kar lahko otrok. In vzame 6 in šteje na glas, 1 in poje 2, 3, 4 in ko vzame 6, Glejte, da boste tisti teden vsak dan pripravili solato zeleno. Zato, da je eno za drugim je zelo pomembna stvar. Naslednji teden se zna zgoditi že, da bo otrok rekel, a danes pa ni solate. Navadi se. Zelo hitro se navadi, če dajo občutek svežine, svežosti. Malo drugače dokombinira s to hrano, da vzame še solato. Poskuste, boste videli. Izjemno dobre izkušnje imamo, od kjerkoli so še starši to rekli, tudi enkrat ni metoda odpovedala, si predstavljate. Res ne, tudi enkrat še ni metoda odpovedala. Ampak res, z roko in 5 ali 6, odvisno tega, kako je velik otrok, kako že dojema števila in konec. In čez čas se pojavi in začne potem z vilico in neha šteti. Pol eni, kar nabaši na vilico 1, to ni več 1 solata. 6, konc. In ne rabi posebne pohvale, a si vdahnil, jaz tudi, evo, plan je izpolnjen, zdaj pa lahko jemo. Če imate kdaj kakšno posebno težavo pa z otroci, ki ne jedo, se splača pripraviti pršičkovo večerjo. A smo o tem že govorili? Nismo. Pršičkova večerja, to je makaronovo meso pripravite pa solato. V taniske tako dolgate krožnike na sredo mize, roke se umije, pripravi se globoke krožnike z vodo pa z limonom in se je z roko. In zraven je navodilo, to je že za malo večje, recimo tam okrog
1. razreda osnovne šole, pripravite to prašičkovo večerjo in se zmenite, da se nikoli več, to bomo danes tako naredili, se pravi, polivinili čez vse, jemo z roko in se zmenimo, nikoli več se o tem ne bomo pogovarjali, a je v redu. V redu, ne bomo se. Veste, kolikrat se boste o tem pogovarjali? Tudi, če ste se zmenili, da se ne boste, ker ne moreš, ker to je ena tako posebna izkušnja. Mi smo to v zavodu smo delali, kada smo dobili kakšne nevešče otroke, ker je to bilo strašno zabavno, nekaj se pol mučiš, da če ste bili kdaj na kakšnem turističnem potovanju in je bilo tako organizirano, da je bilo tudi na roke za jest, se spomnim, smo bili enkrat tudi z otroki in so nekega piščanca smo, sploh ni bilo pribora, sta bila navdušena. Drugačne, mogoče pa tudi tam drugačne, tako rad piščance. Tako, nič je treba včasih iz okvira ven stopiti, pa poskrbeti, da je to poseben dogodek. Tudi to bi se dalo z roko jesti. Mnogo stvari takih. Se spomnite, če poznate pastirski kruh, ne, navadno testo za kruh naredite. Ko zakurite ogenj, doma tak ogenj, da ni gor, ne vem, da niso pobarvane, da ni strupen dim, navaden les, na palico navijete, takole, ne sme biti za prst, za mezinec, debel svitek, testa je že predebel, tako ko svinčnik mora biti, pa ga nekaj navijete na konec in potem pečete ob ognju. Ne držite tam, ki je plamen, ampak ob njem. In to obračate, to bo pol pečeno, tako da vam povem, pa malo zažgano. Ampak, okusno. In to otroci peče in pol lomi dol in to je in je nekaj, kar se ne da opisati, zaradi tega občutka. Kurjenje ognja, biti tam, noč je že, če je prav, je noč, ne, to mora biti po noči. Kakšno staro ponoč imate, tam palačinko spečete. To je čisto druga stvar. Na ognju, na žaru, 1, 2, 3, če je naredite, pa naj otrok pa naj nalije, pa naj se pomatra, pa naj namaže, ali pa če kar tako poje, ne. Kako kaj naredite zadnjo palačinko, ki jo spečete, takrat, ko ni več dovolj. Naša hčera je rekla, da je to Indijanc. Je videla tisto perjanico, ne, ker zliješ in pošem in se tako malo pocedi, ne, par tistih je rekla, imaš Indijanca, daj mi Indijanca, ne. Tisto na koncu bom pa jaz pojedla zadnjo, tisto, kar je bilo spečeno, še brez vsega, ker je testo samo dobro. Hrenovke so odlična, če jih jeste seveda, ne. Če dovolite, da jih otroci daš, imaš pol hrenovke, še tisto na pol, se pravi takle košček, ga napičite na palico, hrenovka je bila že obarjena. Načelno, tudi če tako poješ, se ti ne bo nič zgodilo in jo lahko tudi samo malo bolj pogreje, če so pa dobre in jo že malo narežete in to hruštla in poka, ne rabiš nič kruha, mesa, nič ne rabiš zdrave, ne zemfa, nič. To je vroče, veste, to je treba počakati in to takrat čaka, ta občutek, da bo pa nekaj posebnega. Kako malo je treba, pa starši te stvari pozabili, zdaj prihaja poletje noter. Je treba res naučiti to otroke delati malo na drug način tudi poskrbijo zase. Kakšen krompir speč na drug način. Vaši otroci znajo pripraviti, kako se reče, krompir na grajski način, ga znajo vaši otroci krasno pripraviti. To se pravi, da vzamete eno tisto ta veliko zajemalko, ne ta globoko, tisto to plitvo, ne vem, kuhari boste vedeli, kako se temu reče, ka velika žlica. Krompir daste noter, pa ga otroke ne 4-krat takole zareže, polupljenega. Pol ga daste pa v pečico peči in krompir naredi takole. In ko naredi takole, vzamete ven, pa malo masla, noter pa malo soli, pa kanček popra. Date to nazaj in ko je pečeno, ne rabite nič drugega zraven. To je tak posladek in otroka dejansko v veliki meri ga lahko sam pripravi. In so udeleženi. Kaj pravite, ga bo poskusil ali ga ne bo? Seveda ga bo. Res veselje s tem. Razne sladolede pripravljati in tako naprej. Danes v sodobnih tehnologijah to res ni problem. Namesto, da zdaj mase delate stvari, da jih naredite maso za piškote, no tiste, ki jih štempljate, ne? Tisto maso, pa ne otrok malo oblikuje, spečete, to se potem da tudi pojesti, čisto v redu. Če ne drugače v mleko ali z mlekom ali s kavo ali čokoline noter. V pulinke eni to zalijejo, ne? Zelo preprosta stvar, kako je to za otroka, recimo, da ugotovi stvari.
kako otroku znanost prikazati. Kolikokrat imamo, mislimo, to je pa še premečken. Če vprašate otroku, kaj je tukaj noter, rekli nič, prazen je. Če tole obrneš okrog, pa daš noter eno čisto mečkeno račko, pa daš to tako na vodo, ne, in vidijo, da se ostane tople zraka in tista račka noter je suha, na vrh samo spodaj je mokra. Ugotovijo, da je nekaj noter, kaj je noter, in ugotovijo, da je zrak. In naslednjič, ko vprašaš, kaj je tukaj noter, zrak. Ni jim treba povedati, gre za to, da jim pokažeš. To je znanost. Potem jih zanima kar naenkrat, kaj bo naredil otrok, ko se gre prvič kopati v banjo. Hotel bo imeti eno posodo in se bo igral. Fino je, če ni steklena, ne? Se imamo one polprozorne, razne one tapervere, pa tiste, ne? Če se vam škoda ne zdi, ne? Če je to samo za atove sendviče, bo to problem. Drugač pa se fino vidi, dokje je voda in dokje ni voda, ne? To bodo srečni otroci, ki bodo poskušali, ki bodo našli orodje, vse orodje morajo sprobati. Šivalni stroj, če ga imate, dajte jim časopis in papir, pa ne ga štepajo. Na gosto je treba nastaviti, zakaj, pa karton, ne prav demu. Vsi boste iglo zlobili, pa še kaj se bo zgodilo. Pa papir bo noter, pa stara mama bi znorela. V stroj boste ničili. Čisto dober stroj s papirjem ga uničiš. Otrok bo pa šival. Najprej bo neke ravne, pa krive črte najprej, pa bo probal ravne in to fino trga, veste, tako ka, to se pa bolj trga, ko WC papir, vam bo vedel povedati, ne, to pomeni, da je gotovo, tam so tudi luknjice, to že ve. WC papir je perforiran, krasna stvar. Če veš to otrok to že opazil, se pravi, opazuje svet okrog sebe. Ne pozna besede, opazi pa, da so luknjice. Naslednjič, samo še boste reči, nariši medvedka, pa ga bo narisal, pa ga bo po najboljših močeh. In ga bo iztrgal ven. Takrat se to dela tudi na ročno. Kakšen star šraufen cigarata na brusi, to je ostro orodje, špičasto, zelo špičasto. Ampak vam nekaj povem. Vsi vaši otroci so že v roki imeli kuli, kemični svinčnik. Konica je zelo mečkana in zelo strupena, če pride v oko. Pa zato noben od staršev ne reče, ne, ti pa ne smeš kemičnega svinčnika imeti. Če mu daš pa nek roč, z katerega 2 cm ven gleda špica, bo pa vsi skočili, mislim, to bo umor, bo enega bo, ne, zaštihal. Če pa date mi spodaj eno gumo, ne, pa karton ali pa šele skamer, pa obrišete, vsakič čuti, ko vse. Veste, koliko vztrajnosti je potrebno. Potem naredi recimo takele smrečice. Če je to barvast karton, to se ne da na noben način, na tako lep način, to cveti na koncu, na drobno, to obeste gor, na smrečico. Vsakič, ko bo prišel, to si jaz naredil. Tisti občutek. Delati in dajte. Ta prave stvari, nevarne stvari. Ste videli ogenj, špica, nož, podobne stvari. Bodo srečni, bodo. A seveda moraš biti pa zraven. To ni tak način, da tako nobel kot barbike mu daš, pa rečeš, igrej se, pa kakor se igrajo v redu, ne? Dokler ne naredi takole, pa dokler fant barbiki hlač dol ne potegne, ne? Pol je vse v redu, če pa barbiki hlač dol potegne, je pa že seksualni manijak, ne? Tako, ja, hitro smo pripravljeni kaj, ne? Posebej, če sosedov pride, pa to naredi, ne? Tem fantom res nekaj ni v redu. Začneš razmišljati, mami sicer ne poveš, ne, kar sama ugotovi, ne. Pa vendar sosed je en del te socialne mreže, ne. Bodite pozorni do sosedov, ker žlahta je ponavadi dlje. Če bo kaj hudo narobe, bo sosed prvi. Če kaj hudo narobe, bo prišel tudi, če ste skregani, to je tudi res. Če bo res hudo narobe.